jutro. Živijo in dobrodošli v našem 5. dnevu potepanja po Bosni in res tukaj neverjetnih lepotah, ki jih imajo Bosanci. Danes smo prespali na eni jasi, zelo blizu izhodišča za Hajdučka vrata, pa za en vrh, ki ga bom tam na izhodišču posnel nekaj na Vvindeje, da je. V glavnem gremo nad 2000 metrov, naj bi šli, popoldne napovedano malo slabše vreme, tako da sva z Lukatom tudi Janja uspela zbuditi že ob 5:30. In gremo gor, ne? Ajde, akcija! Dom Vilinac, pa mislim, da je tudi hrib, da je Vilinac. Ja, v to smer. Enkrat sem v Sloveniji rekel, da mi je prav grozen, da morajo take table biti napisane. Ampak tukaj, ko sem, ali pa ko smo, je pa teh smeti toliko, da je pa prav noro. In to zaenkrat, vsaj zame, je edina res taka slaba, ful slaba točka Bosne, vse ostalo pa zaenkrat top. Kakšno mogočno drevo. Je pa do vseh poti, ki smo do zdaj hodili, je pa tale verjetno najbolj obljudena oziroma najlepše hojena, kar pomeni tudi, da verjetno tukaj kar nekaj ljudi hodi. Bomo videli pol za nazaj, ko smo vračali, ali Bosanci se malo kasneje štartajo, ali pa bomo tudi danes tle sami. No, zdaj prihajamo pa na prvi del, kjer se malo vidi. Mislim, da gremo kle kar naravnost. Pa tule desno je pa ta vrh, ki je 2100 metrov visok. Pa levo, če ne motim, so pa Hajdučka vrata, pa še dva vrhova. Glede na to, da je danes napoved malo slabša, tudi temperature ne bi bile malo nižje, smo se odločili, pa tudi gremo kar precej visok, smo se odločili za malo bolj pohodniško oziroma gorniško opremo, tako da spet testiram lenjeve hlače, gvozdarje lepote, velike nahrbtnike, tako smo pripravljeni. Da vidimo, kaj je Luka našel. Kaj je Luka? Lepo. Meni celo najbolj všeč bivak Koča do zdaj. Je pa neverjetno toplo noter bilo. Ja. Gor je okenček. Super, tole za spat. Folije. Za zavetje. Pa za zakurt ima, to mi je všeč, ko imajo Bosanci, ima vsaki te koči ima za zakurt. Pri nas so pa vse te gašprčke vendar. In pol je pozimi težko biti v takele hiški brez kurjave. Zdaj vidite, kaj se splača ostati, ne? Si prvi na soncu.
Vreme zaenkrat kar sodeluje. Tukaj imamo pa zdaj malo časovnic. Pa se bomo zmenili, kam gremo. Tam sicer piše hladno pivo, piše 15 minut, tako da to je najbrž Koča. Hladno pivo nas ne prepriča, ne? Ampak verjetno bomo šli tudi kaj gor. Odločitev je padla, smo se skupno odločili, da gremo najprej do Hajduških vrat, pa tistega jezera. Pa tudi tukaj je še nekaj vrhov, ki so visoki 2000 metrov. Pa bomo pa videli, kako bo vreme zdržal, pa kako se bomo mi počutili. Pa mogoče še na tale veliki, kaj Vilinac ali skočimo. Včasih imam pa res občutek, da so imeli markacijski tečaj Bosanci tlele, ker pa toliko markacij na kupu, zdaj sem jih 7 videl naenkrat. Mislim, da je tamle zahod in se že kar lepo temno modre barve ratujejo. Medtem ko imamo mi še krasen sonček. Kar dobro tole izgleda. Evo ga Crvenjak. V Bosni ima drugače kar precej jezer. Mislim, da več kot v Sloveniji teh visokogorskih. Ne pusto vrata odprta, ka piha. Dobrodošli na Hajduških vratih. Prav neverjetne vratice. Razgled pa tudi kar divje. Prav, da se je treba tudi do semle spustiti pa pogledati razgled. Ker globok je tole dal. Če bi bila svetloba, mislim, vidnost vrhunska bi bila, moja pa narit padel. Ja. Tole je pa še selfie z vrha danes. Gremo proti jezero, ne? Tamle so še usmerjevalne table. Tukaj je eno brezno. Slabih 10 metrov. Tamle so pol vrata. Do Jablanice je 6 ur. Gremo še na tisle vrh pogledat, da bomo imeli razgled vse strani. Najvišji vrh do zdaj v Bosni. Pa da vidimo, kaj je noter. Še odprl. Knjiga Mogo Slovenija, ne? Kaj pa če biti? Zdaj se pa še meglice vlečejo.
Ja. Akcija. Glede na vse skupaj, da smo še zelo zgodni, bomo skočili še kele gor. Pa ne zaradi tele reklame, ampak zato, ker smo radovedni, kako koča izgleda. Pa mogoče tudi še kele gor. To pa bomo še videli. Luka navija za ja, Janja za ne, jaz bom pa tehtnico prevesil. Sem mislil, da je tamle gor dom, ampak je tlele razgledišče pa domke. Zdaj smo pogruntali, da je tlele gor res verjetno dom, ker piše tudi spodaj dom, ampak tukaj je dom, se krog okoli naredi, pa gremo še razgledišče pogledati. Naše razgledišče. Tamle čez smo bili pa prej. Tukaj je pa kar odbit. Bomo nekaj odnesli, ne? To gre pa zdaj zares. Luka je tudi Janja obtovoril s palcem, pa del pa vse odnesel, tako da Vse naložil. jaz nam je nič zanest. Pa tudi 5 minut stran je še voda. Tako da imaš vse, kar rabiš. Dobrodošli na vrhu. Kele, šli pa jest morali. Kaj gremo zdaj? Kje nekam? No, te verjeli pa celo dva človeka smo srečali. Mi smo ovaj. Domačina. HPD Imotski. Okay. HPD Imotski. Tukaj pa, ko bi en fen ugasnil.
brez veterja. Tukaj dol zdaj imamo pa isto pot, kjer smo že hodili danes. Spet malo pavzice, pa pogled proti vrhu. Vitlenica 2 uri piše, tam imamo mi avto. Tole je pogled nazaj. Smo pa zdaj srečali, kar ga ima dol sigurno 15 ljudi, ki so šli gor. Jaz upam, da se izognejo držav. Ker jaz zdaj ne vem, če bi se upal iti gor. Lačni smo. Kakšna pojedina. V Konjicah smo se ustavili, da smo kupili karte za Titov bunker, ki gremo jutri. Pred tem gremo pa jutri še kele gor na, mislim, je Zelena glava, nekaj takega. 2115 metrov visok vrh. Še prej pa tle na pijačo. Jaz sem bile vse. Janja je prišel od Janja, ko pa zdaj ona je še not klele v krog. Aha.
Živijo in dobro jutro v našem 5. dnevu potepanja po Bosni. Danes smo se zbudili v tako deževno jutro, zdaj trenutno ne dežuje, smo pa na Ramskem jezeru, to je v bližini Konic. In imeli smo plan sicer iti na Zeleno glavo, to je en vrh, tle okoli 2100 metrov visok približen, ampak zaradi vremena smo spremenili plan. Tako da danes je v planu najprej Titov bunker, pogremo na Bjelašnico, na najvišjo vas v Bosni, potem se pa skozi Sarajevo spustimo do Visokega, kjer so piramide bosanske, in tam zaključimo dan. Super bo, tako da pejte zraven. Tukaj ne vem, če se bo videl, ampak Jermen se je snel za alternator, tako da bomo zdaj tega treba malo poštimati. In imamo nov izziv, da ne vem, ali bomo klicali asistenco ali bomo tle rihtali, v glavnem. Bunker smo za 3 ure prestavili, ampak bomo vsem šli, no. Ampak bomo pa nadaljevanje z letom pa zgleda mogli malo prilagoditi. Tukaj nam fantje z Bela raftinga, ki prodajajo tudi karte za Titov bunker, nam pomagajo, in jutri gre avto na servis, danes gremo pri njih na rafting in bomo imeli malo drugačen dan. Jutri zjutraj gremo pol v bunker, tako da je vse super. Da še posnamemo do zunaj od tega raftinga tole in gremo v akcijo. Pripravljamo se na rafting, jaz na Soči pa na Kolpi sem bil že kar nekajkrat na raftingu, zdaj bomo pa videli še. Fante pravijo, da verjetno najlepšo naravo ob reki na Balkanu, tako da, oziroma nasploh, tako da bomo videli, če to drži, če se lahko to primerja s Sočo. Jaz sem se že dal v mojo opravo in gremo. Še Luka pa Janja, ne vem, kje sta. Janja se že trese plavanja. Evo, fantje oziroma naša ekipa ne še čoven dol. Jaz sem pa to govoril med potjo z voznikom, da lahko zdaj malo počivam. Tako da evo, pravi gospod, da je zelo lepa reka in da bomo uživali, tako da upam, da to drži, oziroma verjamem. Janč, sej malo prim. Evo, prve brzdilce smo čez dal, zdaj bomo pa plavali. Evo, Kornel Neretve, pa Luka. Kakšna je voda? One, two, three, jump! Come on! Oh, op! Juhu! Prihajamo do najglobjega dela Neretve. Tukaj, ki se zoža, je globoko 20 metrov. Evo, še cela posadka. Smo nas otočili v Raketnice pa Neretve, in Raketnice se canyoning se dela na njej tudi, med drugim. Pa tako smo došli vi sa Slovenije, ovdje nije EU, tako da to što imamo kod nas ne valja ovdje, tako da smo tako da... Evo, Luka je njegovo znanje. Prav luštno ekipco imamo. Zdaj prihajamo pa v najglobi
del Soteske oziroma kanjona Neretve. Pazi ramo. Evo, še naš Francoz je skočil. Gre pa še Nizozemci. Gre pa še Janja skočila. Janja drži ladjo, da ne potone. For 12 seconds from left side you can see the big cave. Meni još nije dosadno, mislim ne može. Jedino što vam može dosaditi to su gosti. Ne gosti na primjer kao vi, ovo je meni danas top, ovo je meni odmah. Ali inače, tako ko sam govorio, ko ne sluša ono je to... To je posebno. Kako prođeš tamo onda? Kako prođeš tamo kad smo bili sada, kad treba? Če smo bili zdaj v čisti divjini, pa prihajamo zdaj v del, kjer se da tudi z avtom prideti pa peš. Ta del, ki smo pa do zdaj bili, je pa samo s čovnom. Počasi se bližamo koncu naše dogodivščine. Tukaj se pa vhod v Titov bunker, evo, ekipa vesla, jaz pa snemam, evo. In tako je že celo pot! Evo, mi smo zaključili, za konc sem se še drž dobil. Zdaj se samo še slečemo, pa jest. Za 3 kava. Po kosilu smo malo poklepetali, pa so nam pa gostitelji svetovali, da gremo na eno razgledišče in gremo. Kakšno presenečenje, sred ničesar pa tole. Luka je šel po razgled. Zaenkrat imamo razgled takle, verjamem, da bo na vrh še lepši. Ni zastonj tale hrib Paklina, je kar paklen. 907 metrov smo visok in smo naredili kar za 2 šmarni gori. Sem le gor, okoli 700 metrov. Gremo kaj le gor pogledati. Tole so planine naprej proti Sarajevu. Tole, če se ne motim, je Prem. Tukaj zadnji tako nekje mora biti pa Jablanica. Vsaj, kakor se jaz zdaj znajdem. To je pa še čist vrha. Še na drugo stran razgled.
Zdaj pa te strelski arki, pa ne vem od kdaj so. Verjetno, ne vem. Tole je še selfie z vrha, čeprav danes te glavne dogodivščine sta bile tako zjutraj Jermen na alternatorju, pa rafting. Po Neretvi. Ja, to je to. Zdaj gremo pa spet dol. Ampak nismo se izneverili naši tradiciji in smo vsak dan en vrh osvojili. Ja, to je to. Lepo spojde, Luka. Ja, tole mi je pa v Bosni zelo všeč, ker se veliko družijo. Čeprav ni mi všeč, pa ker so vedno sam fantje, ker ni punc. Saj je to, kar smo videli. Pa tole, da pustijo mazan za sabo. Pa išli smo v šetnjo v Stari grad, Konjic. Ja, to je to še za en dan, no. Se vidimo jutri.